Gospod, prosimo te za tvoje maziljenje, tej kratki homiliji, razlagi Božje besede. Govori prvo berilo o knjiga Razodetja o Novem Jeruzalemu, sveto mesto Izraela, kateremu je bilo prerokovano, ko je bilo še samo mesto Kos in nepomembnega naroda, nepomembno mesto poleg veličastnih civilizacij okoli njega, da bodo vsi narodi prihajali v Jeruzalem in bodo rekli, tu so bili vsi rojeni, tu je začetek našega življenja. In to se danes dogaja. Vsi narodi romajo v Jeruzalem, v sveto mesto in so tam narodi. Zdaj, zakaj narodi? Zato, ker je Jezus tisti, ki je bil poslan narodom, otokom, da oznanjajo evangelij. Ne samo Judje, ki prihajajo iz sveta, ampak zaradi Jezusa prihajajo narodi sveta v Jeruzalem, ker je bil načrt najprej rešitve izraelskega ljudstva, ampak ker je to zavrglo, se pravi, oni so bili prvi, so bili v načrtu Božjem. So bili pa tudi vsi ostali narodi. Naredil te bom za luč narodom, pravi o Jezusu sveto pismo. To je načrt rešitve izraelskega ljudstva, zato tudi v Novem Jeruzalemu imena izraelskih rodov in pa tudi imena apostolov Gospodovih, ki so njegovi poslanci in oznanjajo na nadnaravni način, z močjo Svetega Duha, oznanilo evangelija. Duh nič ne koristi, meso nič ne koristi, duh je, ki oživlja, pravi apostol. Zato si prizadevamo, da bi bili duhovni in duhovno razumeli, duhovno se srečali z Bogom, duhovno se tudi razlagali in duhovno živeli v naši duši. Jezus sreča Natanaela ali torej svetega Jerneja in ta takoj je presenečen, da ga Jezus videl, ko ga ni mogel videti, ker ga ni bilo blizu. In me bo Jezusu razodeto, da bo on prišel k njemu. Ko je bil pod smokovnim drevesom, tam je nekaj delal, je sedel, potem je šele Filip prišel k njemu in mu je rekel, videli smo, srečali smo njega. In on pride in je potem presenečen. Modi se lepo, pravi Izraelec, katerem ni zvijače, brez zvijače, preprost. Bodite preprosti, kakor golobje. Ljudje so polni zvijač, pa laži, pa trikov, pa blefiranja, ampak v njem, torej to je preprosti človek, iskren Natanael, je bil Jezusu takoj všeč. In Jezus pravi, še več kot to boš videl, resnično. V Jezusovem imenu so se vršili čudeži, dejanja, izredne stvari, ki se nikoli niso zgodile v taki meri. Nekaj malega prerok Elizej, nekaj malega Elija, nekaj malega, dobro, Mojzes, kakorkoli je tisto bilo, ampak tako mogočno, kot je Jezus delal znamenja in čudeže, pa ni nihče, noben Buda, noben Mohamed, noben politični bog, rekel komunistični, ni delal takih znamen in čudeže, kot jih je delal Jezus. Še kaj večjega, kot to boš videl. Zakaj? Ker Jezus je resnica. In Jezus govori tudi za nas resnico. In jo, to resnico sprejmimo in živimo. In smo lahko optimistični za prihodnost. Zmaga je Božja in prihodnost je srečna za pravega kristjana. Amen.